vžigalice? Ti pričaram čarobno palico iz škatlice vžigalice. Čarobno vžigalico? Ne, čarobno palico. Le, zdaj to. Ja, pa to je mala, mislim, to je lahko bila cel čas not. Jaz bi rada mi večjo, ker drugače to ni čarovnija. A ja, večjo bi ti? Ja. Malenkost. Kako so čarobne besede? Abracadabra, Simsalabim. Pa poglejva, če se še skriva kaj v škatlici. Bo šlo? A si videl tole? Poglej. Kaj pa tole? A bo v redu zdaj? Ja. Poleg tega to je prav posebna čarobna palica, s katero se lahko še pod nosu počohaš. In možganov dotakneš in nagubiš, da si pametnejši. Pa res, a si imela kravžne možgančke? No, pa dajmo. Takole pa. In si kaj pametnejši? Wow, zelo. A bi tudi vi bili pametnejši? No, potem pojdite še na razlago. Za ta čarovniški trik potrebuješ dve palici. Eno majhno in eno večjo. Poleg tega potrebuješ škatlico. Ni nujno, da je to škatlica vžigalic, lahko je škatlica igralnih kart ali pa kakšna druga kartonska škatlica. Lahko si jo sam narediš. Lahko je tudi majhna kuverta. Skratka, nekaj tako majhnega, da palica, ki jo pričaraš, da je občutno večja kot pa škatla, iz katere si jo pričaral. Zdaj, kako narediš majhno čarobno palico? Jaz sem vzel listek papirja in sem ga pobarval po sredini s črnim flomastrom, s črnim kemičnim svinčnikom. Nato sem ga zarolal v palčko in sem konca oblepil z belim lepilnim trakom. Lahko poskusiš sam doma, ne rabiš nujno z belim trakom, lahko je z navadnim selotejpom. Skratka, iz papirja si zarolaš, pobarvaš in polepiš in imaš majhno čarobno palico. Večjo čarobno palico lahko narediš iz plastične cevi ali pa podobno iz papirja. Pobarvaš na črno in daš tukaj bel trak okoli in tukaj bel trak. Ampak ta čarobna palica ima eno majhno skrivnost še poleg tega, ne? Tu ni zalepljena, ker lahko pelje se gor. Res je. Tale trakec je malce večji in ni zalepljen. Zato dobimo tukaj eno zanimivo cev in zanimivo čarovnijo. Namreč, če jaz tukaj držim, na koncu, ko sem si nastavil v nos, sem si pokril tukaj, da se bele ne vidi. In potem zgleda, kakor da palica leze v nos. Ja. Ker držim tukaj na robu bele, ampak v resnici samo belo vozim gor pa dol. Namreč za mojo roko je pa skrita ta preostanek palice. Tako. In ko sem tukaj, primem vse skupaj in povlečem še ostalo ven iz nosa. In iluzija je v tem, kakor da je palica šla v nos. Torej, za tisto, kar ne vidijo gledalci, je tole. Da palica tako ostane, to se pa pelje gor in dol in ko je tukaj na koncu, potegneš še vse skupaj ven. Tako postaneš pametnejši, ne? To smo razčistili zdaj na začetku. Škatlica ima na drugi strani luknjo, da lahko van pride palica. Tako je. Skratka, na tej strani smo v predalčku naredila s škarjami luknjico, ki je dovolj velika, da paše palica noter in ima še malo prostora. Tako. Palico si pred začetkom predstavitve čarovniškega trika skriješ v rokav, ampak ne predaleč nazaj, kaj ti morajo boš prijeti. Ne? Zdaj tole zgleda takole. Palica gre v rokav, tole skozi luknjico, tako. Ja. Tako. In takole, evo. Iz te strani izgleda nekako tako. Palica gre skozi predalček, skozi luknjico, v dlan in v rokav.
Ampak z te strani se tega ne vidi in izgleda tako. Pomembno je, Da imaš takole roko. da imaš roko takole in z roko zakrivaš palico, ki gre tukaj ven iz škatlice. Lahko paziti moraš tudi, da se prsti tukaj, da zakrivajo palico. Če nimaš dovolj velike dlani, lahko primeš tudi tako. In sedaj zelo lepo pokrivaš palico, ki gre tukaj skozi in skozi tukaj dlan zakriva palico in rokav. In zdaj vse, kar moraš narediti, abrakadabra, Simsalabim. in z roko sežeš v škatlico in iluzija je popolna, kaj ti izgleda, kakor da iz prazne, iz majhne škatlice vlečeš zelo veliko in dolgo palico, ki nekako ne bi mogla Priti noter. tako. Z Leonardom te vabiva, da se tudi sam doma posnameš. Izberi katerikoli trik želiš. Lahko jih je tudi več. Tako, vzemi svoj telefonček ali si sposodi telefon od mamice ali atija, se posnami in nama pošli posnetek na e-naslov info@caronije za otroke. .si in midva bova z Leonardom vse posnetke lepo pregledala in najbolj izviren med vami dobi na koncu. Čarovniško darilo. Tako je. Torej, hvala za enkrat in se gledamo. Adijo!